Javno komunalno podjetje Jeko je v sodelovanju s komunalnimi podjetji in občinami Zgornje Gorenjske v preteklem mesecu zaključilo s projektom zbiranja odpadnega jedilnega olja. V akciji so sodelovali tudi učenci 4. razredov Osnovne šole Bled in Osnovne šole Gorje. Projekt je zasnovan kot tekmovanje v zbiranju odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev v 4. razredih osnovnih šol, vendar gre v prvi vrsti za ekološko osveščanje. V 4. razredu imamo pri naravoslovju in tehniki vsebino odpadki, reciklaža, varovanje okolja, trajnostni razvoj. In mislim, da je Jeko in ta projekt postavljen za to v 4. razred. Kako pa so otroci zbirali odpadno olje? So bile vpletene tudi družine oziroma svojci? Pri pogovoru, ki smo ga imeli ravnokar, so otroci dejali, da so vključili tudi stare mame, detke, sosede. Nekateri so se tudi znašli, da so odpadno jedilno olje vzeli iz kakšnih manjših kioskov oziroma restavracij in tako pomagali tudi njim, da se je to olje pravilno zbralo. Poleg občine Bled in občine Gorje so bile v projekt vključene tudi občine Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Tržič in Žirovnica. In smo se v našem podjetju spraševali lani, v bistvu lansko šolsko leto, na kakšen način bi poskrbeli, da bi bili ljudje čim bolj osveščeni glede zbiranja odpadnega jedilnega olja. Ker je pač to olje zelo škodljivo za naravo, če se ga nepravilno odloži. Najhujše, če se ga zliva v zemljo ali pa v kompostnik recimo, ker s tem pride v podtalnico, mi pravzaprav podtalnico potem pijemo. Poleg tega pa zelo veliko vode onesnaži, saj 1 liter odpadnega jedilnega olja onesnaži po nekaterih podatkih kar par tisoč litrov vode, ker kisik ne more prehajati v vodo in iz nje, ker olje plava na vodi. Med odpadna jedilna olja uvrščamo rastlinska olja ter rastlinske maščobe, ne pa tudi avtomobilskega olja, ki ga z odpadnim jedilnim oljem ne smemo mešati. Pa tudi nagrada je zelo vabljiva, ker gre za tekmovanje, bomo na koncu otroke nagradili. In sicer jih bomo peljali v Piran, pa v Fieso, ogledali si bomo akvarij, peljali jih bomo na kosilo, na sladoled in se potem v popoldanskih urah vrnili nazaj. Izlet bo pa 18. pa 20. junija. Otroci so se v marcu in aprilu 2018 v sklopu projekta udeležili tudi izobraževanja o pomembnosti in načinu primernega odlaganja odpadnega jedilnega olja. Sami pa so nam zaupali, zakaj je to tako pomembno. Ker je zemlja zmeraj bolj onesnažena. Zato, ker da ne uničujemo narave, ker smo že tako uničili in ne smemo še tisto, kar je še ostalo od naravnega vira, ne smemo še tistega uničiti. Ja, ker če nam tudi onesnažuje pitna voda. Odpadno olje sodi v zbirni center, kjer ga zbirajo v posebnem zabojniku, tja pa ga lahko prinesete v plastenkah od olja, pijač, v kozarcih za vlaganje ali v podobni embalaži, ki jo je predhodno treba očistiti.